Na tržnici je bilo danes veselo kot že dolgo ne. Trume ljudi je vdiralo v nove prostore tik pod tržnico. Največ ljudi pa se je zgrinjalo tam, kjer so brezplačno delili številne dobrote. Zdaj smo prvič, pa smo šli malo pogledati. Zadovoljni drugače? Ja, brez skrbi, samo da bo polno, ne? Mislim, ljudi. Dobro, ne? Trgovina je tu, seminarna, tako da dejansko ti ljudje, ko prihajajo na tržnico, bojo lahko tudi nekaj nabavili tu, ne rabiš okrog hoditi. Absolutno pozdravljam stvar, zato ker so to stvar napolnili po enem letu, da bo celotni objekt zaživel. Z videnim so bili zadovoljni tudi mestni veljaki. Vsaka tržnica je ogledalo mesta. Sem vesel, da je to ogledalo čisto in ima jasno sliko. Še bolj bom pa vesel, ko bodo naše branilke dobile streho nad svojo glavo, ki pa ni odvisno od občine ali tržnice, predvsem pa od spomeniškega varstva in njihovih zahtev. Gre za to, da lahko ljudje na enem mestu, torej ob tem, ko parkirajo, da lahko opravijo nakupe vsega potrebnega, tako da to vidim kot tisto dopolnitev vsega. V etaži tik pod tržnico se nahaja ribarnica, supermarket in seminarna. V septembru naj bi vrata odprla še pošta, kavarna in pekarna. Koliko odstotkov recimo imate oddanih lokalov? Po kvadratih 85, če gledamo. Ker se te veliki lokali so, to so mali po 20 kvadratov, recimo dobro, po številu jih je polovica, sam to je 15% celote. Branjevke, ki delajo na zeleni tržnici, se nove konkurence ne bojijo. Mislim, da v zdravi domači prehrani nam konkurence ne more biti. Lahko nam samo cenovno, ampak kjer so toliko ozaveščeni, da bojo kupili zdravo domačo prehrano, potem mislim, da ni bojazni za nas. Na račun novih prostorov se bo v precej izsušeno blagajno mariborske tržnice po besedah Šilca mesečno stekalo približno 18 tisoč evrov.